Pustni torek je še zadnji dan, ko pustne maske odganjajo zimo, kar pa jim glede na obilje snega v teh dneh težje uspeva. Ne glede na to so danes šole in vrtce preplavile otroške maškare, pravkar pa potekajo popoldanska pustna rajanja. Pustovanje bodo ponekod končali že nocoj s sežigom pusta, drugje bodo to storili na pepelnično sredo. Sneg je ponovno pobelil vso državo. Največ ga je zapadlo v hribovitem predelu zahodne Slovenije, kjer so dobili od 50 do 70 cm novega snega. Vse ceste na mariborskem in ptujskem območju so po zagotovilih zimskih služb cestnega podjetja Ptuj in cestnega podjetja Murska Sobota, ki skrbita za njihovo vzdrževanje, prevozne. Na tem območju je zapadlo od 5 do 25 cm snega, največ v višjih predelih, obe zimski službi pa sta na terenu z vsemi razpoložljivimi ekipami. Zaradi zimskih razmer prihaja do zamud zlasti v železniškem in avtobusnem prometu. Predsedniku vlade Janez Janša začenja dvodnevni obisk vlade na Dolenjskem in v Beli krajini, ki ga bo premier z okrepljeno vladno ekipo nadaljeval v sredo. Premier Janša bo obiskal podjetje TPV, srečal se bo tudi z novomeškim škofom Andrejem Glavanom. Na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Schladmingu bo danes na sporedu paralelna moštvena preizkušnja na izpadanje. Nastopila bo tudi slovenska reprezentanca. Zlato svetovnega prvenstva v Garmisch-Partenkirchenu leta 2011 bo branila Francija. Srebro je pred 2 letoma osvojila Avstrija, 3. mesto pa si je priborila Švedska. Slovenci so leta 2011 ekipni paralelni veleslalom izpustili. Zaradi priprav na četrtkov veleslalom, na katerem bo branila naslov svetovne prvakinje, na tem tekmovanju ne bo najboljše slovenske smučarke Tine Maze. V slovenskem taboru bodo priložnost za dokazovanje ponudili mlajšim članom reprezentance. Pri moških so v ekipi Miha Kürner, Žan Kranjec in Mišel Žerak, pri ženskah pa Ana Drev, Ilka Štuhec in Ana Bucik. Jutri bo oblačno, občasno bo snežilo, ponekod bo pihal severni do severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, najvišje dnevne od -3 do 1 stopinje Celzija. V četrtek bo pretežno oblačno, ponekod v notranjosti bo še naletaval sneg. V petek se bo na zahodu delno zjasnilo, drugod bo še več oblačnosti. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Zaradi prepovedi vožnje v Italiji je na slovenskih cestah obtičalo 1800 tovornjakov. Na svetovnem prvenstvu v Schladmingu je sled pustilo tudi mariborsko podjetje. Naša ekipa je obiskala Maksa Čeriča iz Dogoš, ki je praznoval že 104. rojstni dan. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18. uri.